Dober večer. Spoštovani gospod župan Alojzij Muhič, cenjeni gostje, drage kolegice in kolegi, dijakinje in dijaki. V imenu Gimnazije Novo mesto vas prisrčno pozdravljam na naši proslavi, s katero bomo počastili državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti, ki ga v Sloveniji praznujemo 26. decembra. 23. decembra leta 1990 je v Sloveniji potekal plebiscit, ki se ga je udeležilo 93% volivcev. Odgovarjali so na vprašanje, ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država. 95% volilnih upravičencev je odgovorilo z da. Volilni rezultati so bili razglašeni 3 dni po plebiscitu, torej 26. decembra. Ta državni praznik se je leta 2005 preimenoval iz dneva samostojnosti v dan samostojnosti in enotnosti. Na ta dan, 23. decembra leta 90, smo namreč Slovenci pokazali največjo mero enotnosti v svoji zgodovini. Dogodki, ki so nato vodili do samostojne slovenske države, so se zelo hitro odvijali. 25. junija leta 1991 je Republiška skupščina uzakonila temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter deklaracijo o neodvisnosti in tako postavila formalni temelj slovenski samostojnosti. Dan kasneje, 26. junija, je bila suverena slovenska država slovesno razglašena, s čimer so se končala prizadevanja za njeno samostojnost. Lahko torej rečemo, da so se pred 22 leti dokončno začele uresničevati ideje o samostojni slovenski državi, ideje, ki so bile za mnoge generacije pred nami samo sanje. Zato se lahko strinjamo s pesnikom, ki je nekoč zapisal: domovina je ena, nam vsem dodeljena. Domovina je dom, je košček sveta, ki ga vedno nosimo v srcu in kamor se vedno znova vračamo. Domovina je varno zavetje, a le takrat, ko je to država vseh nas, skupnost, v kateri vsak posameznik lahko živi svoje polno, svobodno življenje. Zgodovina slovenskega naroda pa nas uči, da vedno ni bilo tako. Pot do svobodne države je bila dolga. Za pravičnejši svet so v naši preteklosti življenjem plačali številni puntarji, uporniki in borci za svobodo. Njihova globoka vera v boljši in pravičnejši svet je skozi stoletja utirala pot svobodni slovenski državi. Pravice do rabe slovenskega jezika, pravica do izobrazbe, pravica do dela in socialna varnost, volilna pravica, vse to lahko uresničujemo le v državi, ki je demokratična, utemeljena na idejah o enakosti in svobodi. Zato je prav, da se zavedamo njene dragocenosti in si tudi mi prizadevamo za pravično in demokratično družbo in jo tako zapustimo svojim zanamcem. Današnja proslava je nastala po zamisli profesorice Vlatke Korošec, v njej pa sodelujejo člani dramske skupine Goga in gimnazijskega pevskega zbora, ki ga vodi profesor Vanja Popov. Sceno in kostume sta oblikovali profesorici Breda Vovko in Jasmina Žagar. Posebej bi se rada zahvalila Kulturnemu centru Janeza Trdine za sodelovanje ter Javnemu skladu za kulturne dejavnosti, ki je omogočil, da sta se obe skupini pripravili na nocojšnji večer. Iskrena hvala tudi mestni občini Novo mesto za vso podporo pri naših kulturnih dejavnostih, ostalih aktivnostih in v tem, da so nocojšnjo proslavo vzeli za eno od svojih prireditev ob državnem prazniku. Nocojšnja prireditev z naslovom Domovina, kje si, je poklon naših gimnazijcev, vsem pogumnim posameznikom, umetnikom, puntarjem za staro pravdo, upornikom proti krivicam in borcem za svobodo.
Njim dolgujemo spoštljiv odnos do države, ki je brez njihovih žrtev ne bi imeli. Na nas pa ostaja, ali se bomo znali upreti napakam in krivicam in znali ohraniti in udejanjati idejo o svobodni in pravični družbi za vse državljane Slovenije danes in v prihodnje. Spoštovani gostje, dovolite mi še, da svoje razmišljanje sklenem z iskreno željo, da bi vsi preživeli prijetne praznike, ki se bližajo, v novem letu pa vam želim vsem zdravja, uspehov, osebnega zadovoljstva, predvsem pa optimizma v preizkušnjah, ki nas čakajo, in poguma za nove izzive. Hvala lepa. Zdaj pa na oder vabim gospoda župana Alojzija Muhiča. Spoštovani, vsem skupaj in lep dober večer. Mislim, da je prav, da smo se odločili, da gimnaziji podelimo ta mandat, da pripravi za nas slovesnost ob državnem prazniku, za kar se jim vsem organizatorjem, ravnateljici in pa nastopajočim iskreno zahvaljujem. Mislim, da dan državnosti je pomemben praznik, kljub temu, da ga včasih pozabljamo, tudi v teh kriznih časih. Pa naj bo današnji dan, oziroma 26. čez nekaj dni, tisti datum, ki se bojo zadeve obrnile na bolje. Želim vam prijeten večer, veliko užitkov, hkrati iskrene čestitke o prazniku in srečno, zadovoljno novo leto, ki prihaja nasproti. Srečno in lep večer še enkrat. O, domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel: Tod bodo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ko jo je trosil od vzhoda do zahoda. Šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje. Puste leže tam strme proti nebu in prosijo milosti. Nazadnje mu je ostalo polno perišče lepote. Razsujo je na vse 4 strani, od Štajerskih goric do strme Tržaške obale ter od Triglava pa do Gorjancev. In je rekel: veseli ljudje bodo živeli tod, pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Kakor je rekel, tako se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in je rodila. Zrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, obstrmi pred tem čudom Božjim. Srce strepeče od same sladkosti. Zakaj gore in poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž, za domovino veselemu rodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vse, kakor je rekel, tako se je zgodilo. Bogatejši so pač drugi jeziki. Pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo. Ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Iz zemlje same zveni, kakor velikonočno potrkavanje. In zvezde pojo, kadar se na svoji svetli poti ustavijo in se ozro na čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca. Lipa je, ker moja je, sebi nosim jo. Njene gore biserne, morje in nebo. Kamor pridem, kamor grem, ne pozabim je. Ker potihem dobro vem, da odpre srci. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravilo da.
za Slovenijo živim, njena smo mladina, je kot pesem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim, saj sem njen otrok, čustva z njo se potopim, je moj smeh in jok. Mama, oče pravita, še bo šla od tod, vedi, tu te čakava, tu živi tvoj rod, kjer Jadran se z Alpami spleta v Mavrico, tu ljudje zaljubljeni so v Slovenijo. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Za Slovenijo živim, njena smo mladina, je kot pesem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim, saj sem njen otrok, čustva z njo se potopim, je moj smeh in jok. Čustva z njo se potopim, je moj smeh in jok. Domovina. Beseda, ki jo tako redko kdaj slišimo, kot da je ni v slovarju. Slišimo le republika, država. Tako razmišlja Mila Kačič v pesmi Kako redko kdaj slišiš, ki jo strne z verzi. Domovina pa je dom, je zavetje in počitek za še takega zgubljenca. Je ena sama, kakor mati. Domovine torej ne moremo izraziti z besedami. Domovino nosimo v srcu. In domoljubje je čustvo našega samozavedanja, ki je veliko starejše od tiskanih knjig v slovenskem jeziku. To, da danes živimo v samostojni in demokratični Sloveniji, se nam ne bi smelo zdeti nekaj samo po sebi umevnega, saj je bila pot do slovenske državne suverenosti dolga in krvava. Zato je prav, da domoljubje potrka na naša srca vsaj pred državnim praznikom, torej dnevom, ko so se nam uresničile zgodovinske sanje, ko smo se Slovenci odločili za samostojnost in si s tem povrnili svojo oblast in narodno čast, torej dostojanstvo in svobodo kot najvišjo vrednoto. Hkrati pa so se uresničile tudi besede folklornega junaka Kurenta, ki je prisodil slovenski zemlji in ljudem radoživost, samozavest, ponos in neminljivost, saj nas kljub naši majhnosti v preteklosti niso mogli zatreti. Kako zelo smo telesno in duhovno povezani z narodom, smo se zavedali v trenutku, ko je bila ogrožena naša svoboda. Naša zemlja, ko je nekdo poskušal uničiti našega duha. Ker smo majhen narod sredi velikih, se je to prepogosto dogajalo. Zato smo si nenehno prizadevali za svoj obstoj, svojo identiteto. Plemenita domoljubna čustva, ki predstavljajo bistvo slovenskega naroda v preteklosti, se zrcalijo v številnih pesmih od Vodnika, Prešerna, Jenka, Aškrca, Gregorčiča, Gradnika, Kosovela, Župančiča in številnih drugih vse do današnjih dni. V njihovih pesmih začutimo ljubezen in spoštovanje do domovine, do svojega rodu in prednikov in upanje, da bomo nekoč zaživeli v svobodni, samostojni in demokratični državi. V svojih pesmih se pogosto vračajo k simbolu slovenske starožitnosti, demokracije in državnosti, knežjemu kamnu. Opevajo samo v plemensko zvezo in državo Karantanjo, kraj, kjer so Slovencem iztrgali moč žezla in krone čast. K spomeniku slovenskega zgodovinskega in naravnega prava, k vojvodskemu kamnu na Gosposvetskem polju. Tako Aškerc v Stari pravdi. Knezov naših je slovenskih ta kamen.
Tu volili smo sami si kneza. Kmet sam mu dajal je oblast. Narod sam iz sebe mu izročal moč žezla in krone je čast. Čitaj črke tu na kamnu svete, mi udobli smo v kamenih znaj. Pravdo brani vdove, domovine, a kdo vam branijo sedaj? In se sprašuje, Da izpolni se napis na kamnu. France Prešeren pa v 8. sonetu sonetnega venca usodno zgodovinsko preteklost vidi takole. Viharjev jezdnih mrze domačije bile pokrajine naše so, kar samo tvoj duh je izginil, kar na tvojo jamo, pozabljeno od vnukov, veter brije. Obložile očetov razprtije, s Pipinovim sojarmom sužno ramo, od tod samo krvavi punt poznamo, boj Vitovca in ropanje Turčije. In še o poslednjem boju naših poganskih prednikov s pokristjanjenimi Slovenci ter o Črtomirovem boju za slovenstvo, svobodo in demokracijo. Vajhun, sin Kajtimara, boj krvavi že dolgo bije za krščansko vero. Za Aurelijem Droh se več mu v bran ne stavi. Končano Nino je in marsiktero življenje. Kri po Krani, Korontani, prelita napolnila bi jezero. Gnijo po poli v bojih pokončani, trum srčni vajvodi in njih vojšaki. Sam Črtomir se z majhnim tropom brani. Bojuje senar mlajši med junaki, za vero staršev, lepo bognjo živo, za črte, za bogove nad oblaki. On z njimi, ki še trdijo vero krivo, bežetja v Bohinj, v Bistrško dolino, v trdnjavo zidano na skalo sivo. Še dan današnji vidiš razvalino, ki ajdovski se gradec imenuje. V njih gledaš Črtomirovo lastnino. Devetkrat večji množca jih obsuje in zveste straže krog in krog postavi. Odzame up in vse pomoči tuje. Visoke odre tamkaj si napravi, zidov je podkopuje, vrata seka, ne polasti se njih, ki so v trdnjavi.
6 mesecev moči tla krvava reka. Slovenec že mori Slovenca, brata, kako strašna slepota je človeka. Ko niso meč, sekira in lopata jih mogle, lakota nepremagljiva preti odpreti grada, trdne vrata. Dal Črtomir jim reve ne zakriva, besede te tovaršem reče zbranim. Ne meč, pregnala bo nas sreča kriva. Le malo vam je dela, bratje, hranim. Borili smo se dolgo, brez podpore. Kdor hoče se podati, mu ne branim. Kdor hoče vas dočakati temne zore, neproste dni živet, nočem enake, ne branim mu, ali jutra čakat more. Seboj, povabim druge vas junake, vas, kateri hrama se ukloniti noče. Temna je noč in stresa grom oblake. Sovražnik podal se bo v svoje koče, le majhen prostor je te dolgošave, to noč nam jo doseči je mogoče. Narvec sveta otrokam sliši slave, tje bomo najdli pot, kjer nje si novi, si prosti voljo, vero in postave. Ak pa naklonijo nam smrt bogovi, manj strašna je noč v črne zemlje krili, kot so pod svetlim soncem sužni dnovi. Ne zapusti nobeden ga v ti sili, molče orožje svoje vsak si vzame, strahljivca v celem njime v števili. Al komaj vrata so odprte, v name se strašni boj, ne boj, mesarsko klanje, Vajhun tam s celo jih močjo objame. Tudi on se je zanesel na njih spanje, prelesti mislil je v zidje grada in ponevedoma planiti nanje. Ko svojo moč nar bolj vihar razklada, okrog vrat straža na pomoč zavpije in vstane šum, da mož za možem pada. Ko se na urniku po vodni vlije, iz hriba strmega v doline plane, z derečimi valovi uvije, kar se mu zoprstavi, se ne ugane in ne počije pred, da jes omaga. Tak vrže se Vajhun na nekristjane. Ne jenja pred, dokler ni zadnja sraga krvi prelita, dokler ni kdo sope, ki jem je bila vera čez vse draga. Leži kristjanov več od polovice, med njimi, ki so padli za malike. Vajhun zaston tam išče mlado lice njega, ki kriv moritve je velike. Na tleh leže Slovencev stebri stari. Prešeren se je zavedal, da se na domovino zbirajo temni oblaki. Zato je opozarjal na slabost rojakov, ki so hvalili tujce in poveličevali vse, kar je bilo tujega, svoje pa zaničevali in tako zapravili svojo identiteto. Zato Kranjcem očita: Kranjc, ti le dobička iščeš, bratov svojih niti mar. Kar ti bereš, kar ti pišeš, mora dati gotov denar. Kar ni tuje zaničuješ, stari šeh se zgublja sled, pevcev svojih ne spoštuješ, za dežele čast si let. Zgodovinski razvoj Slovence potiskal zemlje. Tujci so si polaščili slovenska mesta, spodrivali so slovenščino in jo zaničevali, zato zaniha slovenski ponos, slovenska samozavest. Prešeren kliče slovenskega Orfeja, ki bi s svojimi pesmimi združil Slovence in jih popeljal iz kulturne zaostalosti. Da bi nebesa milost nam skazale, otajat krajna našega sinove, njih in Slovencev vseh okrog rodove z domačim pesmam Orfeja poslale. Da bi nam srca vnev za čas dežele, med nami potolažil razprtije in spet zedinil rod slovenšne cele. Kasneje se tudi Gregorčič in Jenko zavedata, da se nad slovenskim narodom zbirajo temni oblaki. Gregorčič poziva v boj z metaforo Soči, ki na odločilnem trenutku prestopi bregove in tujce utopi. Tot sekla britka bodo jekla in ti mi boš krvava tekla.
kri naše te pojila bo, sovražna te kalila bo. Njegove preroške napovedi so se žal uresničile. Da slovenski narod zginja brez sledu, da ga nihče ne spoštuje, toži Jenko in poziva v boj za prostost, za domovino, kajti narod bo imel jasne dneve le tedaj, ko si jih bo sam izbojeval, zato poziva na neizprosen boj s sovražnikom. Buči, buči morje Adriansko, nekdaj, nekdaj bilo si slovansko, ko ob tebi hrastov brod, vozil je slovanski rod. Ko ob tebi mesto bila, naših dedov so cvetela. Ko ob tebi njih vojski so nosila njih ime. Buči, buči morje Adriansko, nekdaj, nekdaj bilo si slovansko. Imperialistične težnje velikih sil so v prvi svetovni vojni stisnile obroč okrog Slovenije in Oton Župančič je stisnil svojo bolečino v verzih. Obsojeni na molk v posvetu narodov, oddaleč gledamo, ko gradijo svet nov. V svobode sveto pesem dano ni, upletati nam svojih melodij. Tako je diplomacija ob koncu vojne naš narod ogoljufala za zedinjeno Slovenijo, za oblast in čast, kot bi rekel Prešeren. Slovensko narodno ozemlje so razčetverili. Od Matice so trgli del Notranjske in Primorske s Trstom in Gorico, Koroško z Beljakom in Celovcem, dele Štajerske ter območje ob Monoštru. Za Rudolfa Maistra je bil plebiscit lažno dejanje, zato napoveduje čas, ko gremo skupaj čez Šentvid med naše brate Zilopit. Moja domovina
družica moja, dom moj in moj svet. Ko bom truden boja, bodi mi še prav. Si družica moja, dom moj in moj svet. Ko bom truden boja, bodi mi še prav. Rož podjuna zila, draga rožmarin, sveti zemlji sliva, tvoj slovenski sin. O, rož podjuna zila, o, draga rožmarin, sveti zemlji sliva, tvoj slovenski sin, tvoj slovenski sin. V 30 letih 20. stoletja se je nad Evropo razdivjala nacionalistična apokalipsa. A Slovenci, čeprav zaterjeni stoletja, še vedno živijo in ohranjajo svoj jezik. Nacizem in fašizem domoljubje povzdigne do neslutenih mej. Stopnjuje se zavest o naši zemlji, kajti napočil je čas poslednjega pohoda za tisti del ozemlja, kar ga je še ostalo. Spregovorila je pravica do osebne in narodove svobode. Domovinska pesem pa je odvrgla dvom, malodušje in pesimizem in šla v pravdo za oblast in čast. Veš pojet svoj dolg, nimaš nič besed. Kaj zagrinja se v molk? Vrzi pesem v svet, pesem za današnjo rabo, vsi jo bomo povzeli za tabo. V Jugoslaviji pa smo dobili tudi drugo himno. Hej, Slovani, naša red slovanska, živo klije, dokler naše verno srce za naš narod bije. Živi, živi duh slovanski, bodi živ na veke, grob in
A pot do slovenske samostojnosti in državnosti je bila še dolga. Slovenci smo še vedno budili kralja Matjaža, slovenski mitološki osvobodilni sen in simbol vztrajanja na dolgi poti narodove zgodovine. Moj narod je majhen, moj narod je trd, moj narod je vajen hoditi na dnino, moj narod je vajen služiti. Če bi naši dedje politično ne grešili, bi bila Koroška danes naša domovina. Še vedno bi prihod tujcev na Koroško spremljali s pozdravom Buge vas primi. Zamejci in njihova pesem so še danes dokaz, hrabrilo in opomin. Saj jih je diplomacija tudi po osvobodilnem boju otrgala od matičnega ozemlja. Lipa in Triglav, simbola slovenstva, pa sta preživela. Danes, ko živimo v samostojni Sloveniji, je za mnoge domoljubje, domovinska lirika nekaj preživelega. A za majhen narod, kakršen je slovenski, je domovinska tema še vedno pomembna, razen, če smo se domovini, materinščini in kulturi pripravljeni odpovedati in prisegamo le še na globalizacijo, ekonomijo in denar. Šel je popotnik skozi atomski vek in gledal, kako so drevesa bežala iz njega. Pohitev je za njimi. Drevesa nikar! Če pojdete ve, pojdejo tudi vaše sence. In če pojdejo, kam naj ležem jaz, popotnik, truden od hoje skozi atomski vek? Drevesa pa so svojimi sencami bežala naprej. Nikar, nikar! Je klical za njimi popotnik. Če pojdete ve, pojdejo tudi vrtovi, saj se jim bo tožilo po vas. In če pojdejo vrtovi, pojdejo tudi ptice, saj se jim bo tožilo po njih. In če pojdejo drevesa, vrtovi in ptice, pojde tudi ljubezen. In če pojde ljubezen, vendar drevesa ga niso poslušala in so bežala naprej, zapuščajoč atomski vek.
Matej Bor popotnika posvari, da bo uničil vse, kar je življenjsko dragocenega. Drevesa, pesem ptic in človeško ljubezen ter v agoniji pristal v betonu in železu. A napredek, tehnična revolucija, to, da smo danes del velike evropske skupnosti, nas ne more uničiti. Uniči nas lahko le koristoljubje, ki je v zadnjem času postalo sinonim za domoljubje. Torej uniči nas lahko pohlep, neenotnost, malodušje in nezmožnost sprave zaradi naše preteklosti. Toda še je upanje. Slovenci se ponovno prebujamo, vsi, ki nam ni vseeno. To dokazujejo tudi danes številni protesti po vsej Sloveniji, ki se jim pridružujemo tudi mi. Imajo eno samo sporočilo. Dovolj nam je. Dovolj nam je korupcije, klientelizma, nepotizma, brezperspektivnosti mladih in nepravne države. In tako smo se Slovenci zopet znašli na usodni prelomnici. Se bomo v teh težkih časih zmogli poenotiti, postaviti interese naroda pred svoje lastne interese in tako zagospodariti nad svojo usodo? Ali pa se bomo odločili za ponovno hlapčevanje in tako postali v prihodnosti prehlajeni predmet zgodovine, kot nas vidi Tomaž Šalamon v Dumi 64. Slovenci se svojim tisočletnim sanjam, ki smo jih udejanili, svoji domovini, ne bomo nikoli odpovedali. V zadnjem času se tudi na gimnaziji soočamo z bojaznijo, strahom in negotovostjo. Kaj bo z našo prihodnostjo? Naša gimnazija sodi med najstarejše gimnazije na Slovenskem. Ustanovljena je bila v času Avstrijskega cesarstva, ko smo Slovenci lahko o svoji samostojnosti, državnosti zgolj sanjali. A Marija Terezija se je v času krize zavedala, da brez izobrazbe ni napredka in se kot tuja vladarica odločila, da v novem mestu ustanovi gimnazijo. In danes smo spet v krizi. Gospodarski, finančni, moralni. A naša slovenska oblast jemlje, kar nam je tuja dala, ker se žal ne zaveda, kako pomembno je izobraževanje za našo skupno prihodnost. Se bo morala spet prebuditi novomeška pomlad? Politična elita sodobne družbe bo prej ali slej morala doživeti katarzo, se etično očistiti, da se bomo lahko vrnili k pravim vrednotam in spet zaživeli brez strahu v svobodni, pravni in demokratični skupnosti. Še je upanje. Še so dovoljene sanje, ki jih je napovedal že Prešeren. Ljubezen do naroda, ljubezen do svobodnega človeka, strpnost, spoštovanje, samospoštovanje in demokratičnost je namreč pozdvignil v tiste vrednote, ki edine porajajo in ohranijo najvišji ideal, sožitje med narodi. Vse to pa je tudi poslanica slovenske državne himne. Za konec ji prisluhnimo. Potem pa bomo gimnazijci zaradi aktualnega dogajanja za nekaj časa obmoknili. S tem kulturnim molkom želimo izraziti svoje nestrinjanje z razmerami v državi. Živi nas in